Jožeta Praha sem predlagal za dobitnika priznanja Andragoškega centra Slovenije zaradi tega, ker sem ga spoznal kot izjemno talentiranega in dobrega prenašalca različnih znanj na svoje kolege, na ljudi, s katerimi dela na podeželju, na otroke v planinskem društvu, s katerimi se ukvarja, in pa seveda kot človeka, ki ima neko izjemno energijo, da zna povezovati ljudi in ne samo ljudi, tudi inštitucije. Kakšne priložnosti za vseživljenjsko učenje ponuja Gozd? Poglejte, Gozd, ki pokriva v naši državi že 60%, se pravi je tisti, ki je povsod, kamorkoli se ozremo, je Gozd. In kot takšen je nedvomno glavni graditelj naše krajine. V okviru Zavoda za gozdove imamo zelo zanimive in pa tudi zelo različne krožke. Niso samo na podeželju, celo imamo sedaj enega, ki deluje v mestu, v Radečah. Bi nam, prosim, hotel predstaviti, kakšnega človeka imate v gospodu Prahu za svojo občino, za ljudi tukaj, za vas? Jože Prah je odličen sodelavec, sicer po profesiji gozdar, ampak te kraji mu gredo na nek način na dušo in v srce, tako da je on mentor teh študijskih krožkov v Svibnem, v Sopoti. Jože daje ton temu. Ni mu žal ne časa, pa tudi mislim, da kakšen tolar primakne zraven. V okviru tedna vseživljenjskega učenja je obilo možnosti za učenje, se pravi tudi za učenje v okviru vašega Zavoda za gozdove. Kakšne načrte imate za letos? Ja, poglejte, v letošnjem letu bomo v okviru Zavoda za gozdove, ki se bo prijavil v ta teden vseživljenjskega učenja, bomo pripravili en nabor naravne in pa tudi kulturne dediščine v občini Radeče.